Lepo pozdravljeni. Spet je teden naokoli in spet je z nami odmev tedna. Tokrat komentirava dogodke, veliko jih je bilo, z doktorjem Sebastijanom Jeretičem. Lepo pozdravljeni, gospod Jeretič. Dober dan. Tudi tokrat smo bili deležni silvestrske bombe, lani Litijska 51, letos pa medijski zakon, ki več vprašanj odpira, kot pa da bi jih odgovarjal. Poglejmo zdaj, kaj je poslanec Hoivik omenil, kaj se bo zgodilo s tem zakonom. In poglejte, globe se začnejo v resnici zelo nizko. 100 do 500 evrov bo lahko kaznovana fizična oseba, vplivnež ali pa kdorkoli v tem tako imenovanem mediju, ki bo kritiziral ali pa spodbujal po njihovo sovraštvo do političnega mnenja. To je zapisano, to v sedanjem zakonu ni opredeljeno. Je opredeljena rasa, veroizpoved in, ne vem, socialna izpostavljenost, ne pa politično prepričanje. Sedaj po tem zakonu, spoštovana ministrica, po tem zakonu, poglejte si, lahko sami preberete 53. člen, kdor ščuva k nestrpnosti ali k sovražnosti do oseb ali skupine oseb na podlagi njihovega političnega prepričanja, to je prepovedano v medijih, to je prepovedano tudi za tako imenovane vplivneže, in takšne pravne osebe lahko tudi 5-10 tisoč evrov dobijo globe, fizične osebe pa 100 do 500 evrov. In to je pravzaprav država, ki si ji ne želimo, kajti enkrat bo plačal 100 evrov, drugič bo plačal 500 evrov, ali mislite, da si bo kdo upal sploh še kaj pokritizirati? Torej, gospod Jeretič, veliko je vprašanj, začniva kar s telim. Po novem medijskem zakonu, ki so ga seveda na dopisni seji, morate misliti, na dopisni seji, ko so že nazdravljali šampanci, so ga spustili lepo na hitro odkljukali. Po novem tem zakonu, če bo seveda sprejet, bo fizična oseba, posameznik, ki bo zaradi političnih mnenj se pač ne bo strinjal z vlado, s čimerkoli, mogoče cela ta najina oddaja, bo seveda kaznovan za neko globo in bo potem seveda utihnil. To je cenzura, kaj rečete? Ta zakon je napad na samo bistvo moderne demokracije. Najbolj temeljito, natančno ga je, mislim, da analiziral profesor Verčič, ki je izpostavil naslednje dejstvo. Ta definicija vplivnežev, to pomeni nekdo, ki objavlja svoje mnenje z namenom, da vpliva na mnenje drugih. To je definicija aktivnega državljana. In zdaj, aktivni državljan je ideal moderne demokracije. Vsi tisti, tudi ekstremno levi filozofi, ki bi jih gospa Vrečko nekako morala upoštevati, ravno izpostavljajo aktivno državljanstvo kot bistvo moderne demokracije. To, kar se kaže v primeru skrajne levice, ki vlada v Sloveniji, je enostavno, da ne more sprejeti obstoj pluralne družbe, ne more sprejeti obstoj raznolikosti in da ima neke vrste totalitarni instinkt, da so to dejansko dediči tiste ideologije, ki je v prejšnjem stoletju zagrešila tudi največ smrti po vsem svetu, ravno zaradi ubijanja raznolikosti v imenu neke totalitarne oblasti. In ta napad na aktivne državljane je dejansko rušenje temeljnega principa moderne demokracije. No, seveda zdaj, po eni strani ta zakon predvideva tudi financiranje, ne? Financiranje medijev, ki imajo vsaj 3 zaposlene, so, tako rečejo, to je njihova laž, v javnem interesu, vedno govorijo o nekem javnem interesu, v bistvu gre pa samo za politični prevzem medijev. In zdaj Asta Vrečko, po mojem osebnem mnenju, ki poznam to zgodbo z RTV-jem, zdaj končuje to svojo zgodbo tega prevzema in javnega prevzema in pohoda na RTV Slovenija. Namreč poglejmo, kaj je Asta Vrečko, ko je protestirala skupaj z nikokršnimi hlapci 4. aprila leta 2023 povedala pred RTV-jem. In vsekakor ponovno pozivam vodstvo, ki ima pod sabo zavod in zaposlene, s katerimi je v konfliktu, stavkovnem konfliktu že več kot 1 leto, da odstopi. Takšen zavod ni dobro voden. Ne gre se za to, ali je to javna RTV. Lahko bi bila katerakoli hiša, ampak kadar
je vodstvo v takšnem konfliktu zaposlenimi, to enostavno ne gre. Hkrati pa je to javna RTV in javna RTV je od vseh zaposlenih in od vseh državljanov in državljank, ki plačujejo prispevek, ki gledajo in tudi od vseh, ki soustvarjajo ta program. Ni prav, kar se dogaja. Absolutno ne. No, zdaj, ta javna RTV je zdaj od vseh, seveda vidimo, kaj se je zgodilo, a ne, je samo od tiste peščice teh ekstremnih fašistoidnih levičarjev, ki so se povzpeli na oblast in zdaj s tem dejanjem, s tem medijskim zakonom dejansko Asta Vrečko podržavlja tudi tako, da vsi vidimo to tako imenovano javno RTV, ki že 2 leti zdaj to ni, ne. Torej, lejte, kako vi komentirate, vi ste že načeli, da so to, za mene je to najbolj presenetljivo, da so to pravzaprav mladi ljudje, ki so padli na to, bom tako rekla, finto, na to laž, da gre za neko javno televizijo, v bistvu gre pa samo za prevzem vodenja RTV-ja. No in recimo tole prijateljstvo, a ne, zdaj direktorica RTV-ja, Ksenija Horvat, ona se je takoj povzpela po vseh teh štrajkih kot nikogaršnji hlapec, se je takoj povzpela na direktorsko mesto, vendar to prijateljstvo med levico in vodstvom RTV-ja tudi ne daje vtisa neke pravičnosti, neke nepolitičnosti. Kako vi komentirate zdaj to? Tukaj gre za ideološki in interesni boj. Omenil sem že ideološki vidik, to je želja po totalitarni nadvladi in predvsem po nestrpnosti do vseh, ki se ne strinjajo. Torej, oni govorijo seveda o pluralnosti, o svobodi in tako naprej, ampak ta svoboda je omejena v krog tistih, ki so popolnoma enoumni z njihovimi pogledi na urejanje naše medsebojnosti. Po drugi strani gre pa seveda za izjemen interesni boj in ta interesni boj se prevaja v finančni vidik. Ena od zadev, ki je tudi pomembna, je recimo, da je v tem zakonu določena centralizacija oglaševanja strani državnih podjetij. Mi vemo, da je v Sloveniji gospodarstvo v največji meri državno ali paradržavno in jasno je, da je treba oglaševanje državnih podjetij regulirati in tudi so regulirana, vendar se to ne ureja z zakonom, predvsem pa o tem ne more odločiti ena centralna egzekutivna oblast, da bo zdaj recimo Urad za komuniciranje odločil, kje lahko državna podjetja oglašujejo. Zato obstajajo standardi, pravilniki, ki jih usklajuje Slovenski državni holding in te zadeve se urejajo na takšen način. Zdaj, drugi princip modernih demokracij je sistem ravnovesij. Zaradi tega, ker je želja, da se prepreči pošast absolutne oblasti. Zaradi tega imamo neodvisne ali pa, dajmo reči, usporedne mehanizme in preprečevanje neke popolne centralizacije. To, kar ste rekli, da se iz javnega podržavlja, pomeni pa ravno nasprotni trend. To je trend, ki uničuje moderno demokracijo, to je trend centralizacije vse oblasti v rokah neke totalitarne ekipe. In zdaj, ko govorimo o državnih instrumentih in tudi zadevi, ki jo je recimo gospod Hoivik izpostavil, kar se tiče torej pristojnosti inšpekcije, da bo odločala o zadevah, o katerih je dejansko prej odločalo pravosodje. Spet zakaj? Ker je to ločena veja oblasti, da se torej prepreči totalitarnost nekega centra oblasti. Se torej ruši ta drugi segment neke uravnoteženosti in kaže dodatno težnjo, totalitarno težnjo te skrajne levice, ki vlada trenutno Sloveniji, in predvsem smo ugotovili, da vsak državni instrument je lahko podvržen zlorabam. In v tem mandatu, v mandatu gospoda Goloba, smo že zasledili lahko precejšnje zlorabe državnih instrumentov in lahko tudi slišimo o tem, kako finančna uprava pritiska recimo na določene kritične novinarje ali na koga drugega. To je bilo videti recimo pri delovanju gospe Markovič, ki je bila nekako kritična do te vlade, pa je sama obvestila javno,
javnost, da je deležna vrste pritiskov inšpekcij. Skratka, vsako orodje države je seveda potencialno lahko zlorabljeno. Tisti princip moderne demokracije, ki zmanjšuje tveganja pred zlorabami, pa so ravno sistemi ravnovesij in sistemi usporednih kontrolnih mehanizmov, tako, ki se sedaj s takimi ukrepi, kot jih gospa Vrečko in gospod Golob uvajajo, se seveda ta sistem dejansko uničuje. Zato še enkrat, ta zakon je napad na samo esenco moderne demokracije. Ja. In seveda te prijateljske povezave tudi ne vzbujajo vtisa nepristranskosti, ne? Kar se je seveda pokazalo tudi v vseh dejanjih, ne nazadnje tudi same direktorice, ki je vrgla na cesto kar nekaj ljudi, češ da ni denarja, potem je pa ta ista vlada, ista Asta Vrečko, zdaj smo že dobili prve položnice, ne? Večje, potem več denarja in zdaj bo vlada v tej državni televiziji tistim seveda programom in medijem, ki imajo, pravijo, samostojno uredniško politiko, če verjameš, ne? In seveda v javnem interesu bo dala še več davkoplačevalskega denarja. To je pravzaprav kriminal. Ampak še nekaj je huje, ne? Glejte, vsaka nova oblast čez 1 leto in pol Aste Vrečko ne bo več, bo končala na smetišču zgodovine, prišli pa bodo neki novi posamezniki in njim so pravzaprav odprli zdaj vrata, ker če bo tak zakon obveljal, bodo potem ti novi spet in novi ravno tako ustvarjali nek pritisk na medije. Seveda, in največje tveganje je v tem, da vstopamo v dobo prevlade populizma po vsem zahodnem svetu. In ko prihajajo novi ljudje na oblast, vedno znova, ker imamo v Sloveniji primer, ko vidimo vedno nove in nove obraze in amaterske politike, se pri njih seveda kaže, da nimajo najprej nobene odgovornosti do državnosti in predvsem, da si vsak nek instrument po svoje razlagajo. Ne? Mislimo, če pogledamo, predsednica parlamenta je znana po tem, da po svoje interpretira določbe neke parlamentarne demokracije, ki ima v Sloveniji sicer 30-letno samo tradicijo, ampak ki se vleče v zahodnem svetu dlje, ampak ona po svoje določene zadeve razume. In tako lahko po svoje tudi te določbe tega zakona bodo po svoje razumeli naslednji, morebitni, novi obrazi. Tako da tveganje je zdaj konkretno v tem momentu, v momentu obstoječe oblasti, ki jo vodi skrajna levica, in tveganje je seveda tudi v prihodnje, glede na to, da vstopamo, kot sem rekel, v dobo populizma in da moderna demokracija poleg kvalitetne politične elite terja tudi kvalitetno politično skupnost, ki je, dajmo reči, ima neko tradicijo parlamentarizma in pri nas tega ni. Tako da so tukaj izjemna tveganja ne samo glede aktualne oblasti, ampak seveda tudi v prihodnje. No pa seveda, rekli ste tudi, začeli s temi vplivneži, ne? Saj ravno tu je to jedro spora. Kajti ta zakon tako nejasno in nelogično definira, kaj je zdaj medij in kaj je vplivnež, ne? Pravzaprav i medij in vplivnež oba dva nastopata v javnosti, da bi pač vplivala na mnenje, saj zakaj pa gre pri celi stvari. Ampak potem se je Asta Vrečko ustrašila vplivnežev, ne? Imamo spremljevalko Roberta Goloba, Tino Gaber, ki je vplivnica, zdaj ona bo mogoče lahko vplivala na živinorejo, nutrije ali karkoli, na prehrano, karkoli pač počne. Drugi, ne, recimo mogoče te, ki pa govorijo tisto, kar Asti Vrečko ni všeč, predvsem pa kar Robertu Golobu ni všeč, njih bo pa nadzirala neka uradnica. Poslušajte pa, o čem mi govorimo? Saj to je 1984. To je prav roman, ki je zdaj zaživel pri nas v Sloveniji. Točno to, govorimo o distopiji, govorimo o napadu na esenco moderne demokracije. In še enkrat, tukaj je profesor Verčič odlično izpostavil, da tako kot so definirani vplivneži, ki bodo podvrženi kontroli političnih birokratov direktno pod nadzorom ene ministrice ali pa bodočega ministra, da to je definicija aktivnega državljana. Torej, to, kar se s tem zakonom, dajmo reči, oziroma omogoča se politično orodje za
utišanje za boj proti vsakemu stališču, ki ni v skladu z ozkim pogledom klike, ki je trenutno recimo na oblasti. In to je napad na samo bistvo demokracije. In zdaj v moderni demokraciji, da rečemo v masovni, pluralni demokraciji, v kateri imajo vsi volilno pravico, torej v demokraciji zadnjega stoletja mogoče, je najmočnejša dimenzija oblasti javno mnenje. In najmočnejši instrumenti oblasti so tisti, ki ustvarjajo javno mnenje. Zato so mediji četrta veja oblasti. In zato so mediji bili v preteklem stoletju tako pomembni pri izgradnji moderne družbe in so zaradi tega bili tako pomembni standardi, etika, odgovornost, ki so jo mediji kazali v zahodnem svetu, in ti standardi so pa danes padli ravno zaradi političnega vmešavanja, zaradi političnega aktivizma določenih novinarjev in seveda zaradi družbe spektakla, v kateri smo, v kateri umanjka sploh prostor za neke resne debate. Ampak to, kar mene osebno čudi, mojo generacijo, ne, da je to mlajša generacija, od katere človek ne bi pričakoval toliko strahu pred volitvami. Glejte, bližajo se volitve, a ne? In to je tipičen predvolilni manever, da bomo utišali tiste, ki se z nami ne strinjajo. Ampak jaz osebno bi pričakovala, da tej mlajši ljudje, ki so imeli vso možnost študija v tujini, česar mi nismo imeli, a ne? Ki so odprti do sveta, da se ne bi bali te konkurence. Sama to celo vidim kot nekako na ravni nezavednega, psihoanalitično bi rekli, nek nezavedni strah, neko nezavedno vedenje, da pravzaprav to, kar počnejo, ni prav, pa da je treba zdaj konkurenco utišati. Torej, zagotovo, zdaj mlajše generacije živijo nekako v samoumevnosti momenta. Te generacije nimajo osebnega spomina na prejšnji režim, nekega upogleda v to, da je današnjost del neke zgodovine, in da tudi današnja demokracija ni samoumevna, ampak je rezultat delovanja preteklih generacij, ki so s krvjo izborili sistem svobode, ki ga mi danes uživamo, ki ga danes konzumiramo, da tako rečem. Ne? To pomeni, da nimajo tega upogleda v odgovornost do modela, do svobode, ki je bila izborjena, in jih enostavno preplavi ta impuls totalitarnosti in, kot ste rekli, strah zaradi ugotovitve, da enostavno niso sposobni vladati in da tudi javnost se tega popolnoma dobro zaveda. Zato pa je edina možnost, ki jo imajo, manipulacija za ponovitev recimo še enega mandata. In to doživljamo zdaj pri nas že dejansko v levem delu političnega prostora, vse od odhoda gospoda Drnovška iz političnega prostora, ki je tisto desetletje, ki je vladal, imel dejansko dosti bolj zrele sodelavce v političnem prostoru, da tako rečem, predvsem pa je imel dosti lažjo nalogo, zaradi tega, ker je bila Slovenija takrat dejansko izvajalec zunanjih navodil. Bistvo desetletja vladavine gospoda Drnovška je bila harmonizacija z Evropsko unijo. In takrat je cel aparat politike in države dejansko moral prevajati evropski pravni sistem v slovenskega in so bili s tem ves čas, dajmo reči, zasedeni in ni bilo te praznine in tega krvavega vsakodnevnega boja za oblast in dnevnega politikanstva, ki ga lahko spremljamo zadnji 2 desetletji. No, ampak Zala Klopčič, ne, ona pa je tudi vplivnica in je mlada vplivnica. Hvala Bogu, vsi mladi ne mislijo tako kot Asta Vrečko. Ona je zdaj izbrala že nekaj tisoč podpisov proti temu zakonu in proti vmešavanju politike v medije in v socialna omrežja. Ne. Kakšne so njene možnosti? Torej, ona je politično zelo angažirana, seveda, ne. Kar se tiče možnosti, ne vem, ali so možnosti, da se vpliva na trenutno parlamentarno sestavo, ker smo videli, da se ta matematična večina v parlamentu ne zmeni kaj dosti za vsebino.
To, kar pa je značilno za nove generacije, in to eden ključnih politologov zadnjih desetletij, Russell Dalton, ugotavlja, je, da je to postmaterialistična generacija in sočasno lahko opažamo padanje volilne udeležbe in naraščanje drugih oblik demokratičnega aktivizma, kot so peticije, protesti, pritiski in podobno. In ta nove generacije, ki vstopajo v politični prostor, za razliko od gospe Klopčič, ki je tudi osebno politično angažirana, druge generacije pa nekako se ne zmenijo za to, kdo sedi na formalnih položajih oblasti in se zaradi tega ne udeležujejo toliko, recimo, volitev, ampak se aktivirajo izključno ob posameznih temah. In mislim, da se bo bistvena zadeva zgodila, ko bo tudi ta generacija ugotovila, da pa je pomembno, kdo zaseda te formalne položaje. Da torej, čeprav se njim v tem, kot sem rekel, postmaterialističnem svetu formalna avtoriteta ne zdi tako pomembna, je kljub vsemu odločilno, ker na ta način, da se samo skozi proteste sodeluje v politiki, se dejansko popači agenda, ker potem samo določene teme stopijo v ospredje in se zaradi tega seveda lahko naredi tudi megla, za katero se potem pa dogaja nesposobnosti in tudi pokvarjeno delovanje oblasti. Ne? Tako da ne vem, kakšno možnost bo imela vplivati na ta konkreten zakon, zagotovo pa z naraščanjem, torej z rastjo mladih vplivnežev, upam, da se bo ta njihov vpliv prevedel tudi v večje sodelovanje mladih na volitvah. Torej, vplivneži naj postanejo aktivni državljani tudi konkretno. V celoti. V celoti, ja. No, zdaj tudi Branko Grims, ki je evropski poslanec, je napisal odprto pismo predsednici Evropskega parlamenta. Lahko smo si ga prebrali, lahko ga tudi podpišemo, damo podpis. Namreč zdaj več je teh vidikov, ki sva jih tudi midva že omenila. En vidik slovenski je tudi koncentracija lastništva v medijih v Sloveniji, ki se je ta zakon za čuda sploh ne loteva. Oni bi zdaj enostavno samo financirali te svoje medije, čeprav govorimo vse o tej koncentraciji. Pa naj nazadnje tudi to, da pravzaprav gre ne samo za financiranje, ampak tudi za to, da vse to, kar bi ta medijski zakon preprečeval, je obseženo že v kazenski zakonodaji. Prav prej ste rekli, da do sedaj recimo je sodišče presojalo ali nekaj žalitev ali karkoli v zvezi s tem medijskim prostorom z izrečenim. Zdaj pa ne. Zdaj bo pa kar nek uradnik. Pa saj to je nemogoče. Torej, to je v popolnem nasprotju ne samo z, kot sem rekel, esenco moderne demokracije, ampak z evropsko prakso. In jaz mislim, da je pravilno, da se Evropski parlament in tudi Evropsko komisijo opozori na te zadeve, ker če bi se to zgodilo v prejšnji vladi, v vladi Janeza Janše, bi iz Bruslja že dobivali delegacije, komisarje, ki bi hodili sem skakati proti iliberalni vladi, ki ruši temeljne principe evropske demokracije. Zdaj, v tem primeru pa ugotavljamo neko, bom rekel, neko tišino iz Bruslja, zaradi tega, ker je predsednik vlade Golob pač priden v Bruslju in očitno ne stopa na prste trenutni oblasti bruseljski. Dejansko v prejšnjem mandatu, če se spomnimo, so iz Evrope prihajali komisarji za zadeve, ki niso bile dejansko rušilne do liberalnih principov vloge medijev v moderni družbi, ampak recimo zaradi nespoštovanja pogodbe med vlado in STA-jem, kjer je vlada torej zahtevala spoštovanje tiste pogodbe in se je to doživelo kot pritisk na novinarje, kot rušenje avtonomije novinarjev in podobno. Skratka, bile so zadeve, ki so bile precej bolj kompleksne in poslovne odnose so se vtikali. Kjer je zdaj Računsko sodišče ugotovilo, da je dejansko gospod Urbanija imel prav in da je nespoštovanje pogodbe nadzora vlade nad delovanjem STA-ja neracionalno strani vlade. Skratka, bili so upravičeni koraki, zaradi katerih smo dobivali obiske
iz Bruslja. Sedaj, ko gre pa za zakonsko, sistemsko Za načelno. rušenje Ja. dejansko temeljnih demokratičnih načel, pa iz Bruslja ni slišati kakega komentarja. No, ko že omenjate, tu je zdaj tale znana slika Vere Jourove, ki zdaj ni več komisarka, in pa takratnim predsednikom Ustavnega sodišča Matejem Accettom in pa seveda tudi Accetto in predsednik vlade Golob. Seveda Accetto je takrat in sploh Ustavno sodišče je dvignilo roke nad tem zakonom o RTV, ki je praktično odstavilo celotno vodstvo in so rekli, pač ne vemo, a je ustavno ali ne, ne moramo odločiti, ne, jaz ne vem, zakaj so potem sploh sodišče, ampak dobro, mi take in komisije in Ustavnega sodišča v bistvu ne potrebujemo. Ampak kaj bo zdaj s tem zakonom o RTV? Recimo, če se bliža trenutek, ko bo neka nova oblast, ki bo prišla, imela možnost po tem zakonu, za katerega ne vemo, ali je ustaven ali ne, odstraniti vodstvo, bodo mogoče na Ustavnem sodišču rekli, ne, zakon ni ustaven, ali kaj lahko? Verjetno se bodo prilagodili momentu. Ne? Jaz ne bi želel biti žaljiv do nikogar, ampak kadarkoli se zgodijo take zadeve vezano na Ustavno sodišče, se spomnim profesorja Markiča. Jaz sem študiral v času, ko je bila sprejeta slovenska ustava, in profesor Markič je izpostavil, da je ena največjih napak v našem ustavnem redu ta, da je mandat ustavnih sodnikov omejen na določeno število let, namesto da bi bil kot v nekaterih drugih državah ali neomejen ali pa do določene starosti. Njegov argument je bil pomemben. Pravi, da naš narod ima kapacitete za prvo in mogoče drugo sestavo Ustavnega sodišča. Potem bodo pa mediokritete prihajale na eno najpomembnejših institucij ustavnega reda. Ne? In dejansko se to dogaja. Če pogledamo tisto prvo postavo in potem še nekaj menjav, je Slovenija imela res vrhunske kapacitete, ker tukaj ne gre za vprašanje samo nekega ozkega pravnega znanja, tle gre za celovito filozofijo pogleda na urejanje naše medsebojnosti in enostavno trenutne kapacitete, ki jih imamo, pripeljajo do takih rezultatov, kot jih lahko vidimo tudi v tem primeru. Pa nekonsistentnih odločitev. In popolnoma enostavno se zna zgoditi, da bo ob spremembi oblasti ta ista ekipa na hitro čez noč sprejela neko stališče, ker gre za boj za oblast in nič drugega več, nažalost. Lejte, ali se lahko zgodi, da bo Mateju Accettu uspelo po tej oblasti všečnemu glasovanju o zakonu o RTV priti do mesta sodnika na sodišču Evropske unije? To je absolutno možno, seveda. Torej, ravno zaradi tega, ker, kot ste rekli, gre za nagrajevanje pridnosti, torej za delovanje v funkciji nekih ozkih interesov. In zdaj jaz ne vem, kako se sicer na Zahodu spreminjajo na taki ravni prakse, ampak v preteklosti so bile to funkcije, kjer je oseba dala, torej kjer so recimo ustavni sodniki, vrhovni sodniki vedeli, da bo njihovo delovanje postalo del zgodovine in je torej bila zgodovina tisti nek moralni GPS, ki jih je vodil v posameznih korakih. Kot sem rekel, mediokritete tega ne vidijo, sploh ne razmišljajo v teh konceptih in zato delujejo po nekih dnevnih pritiskih ali pa tako kot zapiha veter aktualne oblasti. No, seveda imamo tu tudi Marka Zuckerberga, ne? Namreč kaj se zdaj dogaja? Ne? Zapihal je nov veter. Zapihal je nov veter, ja, ne, lejte, zdaj tudi ta medijski zakon, ki ga predstavlja Asta Vrečko, zelo neuspešno, mogoče ga ni niti prebrala. Tako beremo, da je bil pravzaprav na nek način usiljen, ne, strani Roberta Goloba, ampak dobro, to bo povedala zgodovina ali pa kakšna knjiga o tem, kaj se dogaja. Zdaj, to, kar so oni predlagali, da podržavijo medije, da plačuje država in vlada všečne medije, to je popolnoma v nasprotju s tem, kar se dogaja v svetu. Poleg tega pa imam jaz občutek, da sploh ne vedo, jaz ne vem, Asta Vrečko sploh razume ta medijski prostor. Zdaj, medijski prostor je zdaj postal predvsem spletni prostor vseh teh državnih dinozavrov, nihče več sploh ne gleda, zato jih je treba plačevati, ne? Ker če bi oni delovali na trgu in v medijih in v tem svetu, bi sploh ne potrebovali te pomoči. A mi zdaj vzdržujemo na silo neke dinozavre.
Tako, oziroma vzdržuje se izvajalce oblasti, ker tle ne gre zdaj spet za pošteno, korektno zagotavljanje pluralnosti medijev in mogoče financiranje nekega delovanja, ki je v javnem interesu, ki bi bila lahko javna služba, ne? Ampak gre za eksplicitno financiranje tistih novinarjev, ki ozko gledajo enako kot aktualna oblast, ne? Gospod Zuckerberg se pa enostavno moral prikloniti novi realnosti današnjega sveta, to je zmagi Donalda Trumpa. Zdaj, jaz mislim, da je sicer pri vstopom v eno izjemno tvegano obdobje, tudi na globalni ravni, obdobje, ko se zna zgoditi, da bo recimo Elon Musk zdrsnil podobno kot kakšni naši novi obrazi, zaradi tega, ker nima politične socializacije, ima pa zdaj neverjetno seveda moč. Ampak prvo korist, ki jo lahko svet dobi zaradi zmage Donalda Trumpa in Elona Muska, je ravno sprememba, torej ukinitev cenzure na Facebooku. Tako da nek doprinos zagotovo bo, morali bomo spremljati, da ne bo kakšen zdrs. Torej, prvi učinek zmage Donalda Trumpa je osvoboditev Facebooka. To je izjemno pomembna zadeva. Videli smo zdaj recimo en zelo posamičen primer, vezan na Veliko Britanijo. Tisti dokumentarec Tony Robinsona o enem pretepu na šolskem dvorišču, iz katerega je nastala cela afera rasizma in tako dalje. Skratka, on je pa kot novinar z prikritim snemanjem ugotovil, da je šlo dejansko za popolno farso, za popolnoma drugačno realnost. Torej, tisti dokumentarec je bil prepovedan na vseh orodjih, od Facebooka, YouTubea in tako naprej. Ga je pa lansko poletje recimo lahko objavil na X-u in ko ga je pred 2 tedni približno Elon Musk retweetal, je več kot 150 milijonov ljudi si ogledalo ta dokumentarec. Skratka, ta prostor svobode, ki seveda odpira tudi tveganja in omogoča lažne novice, omogoča širjenje tudi neke nestrpnosti, bo na drugi strani terjal seveda odgovornost in zrelost publike in se bo treba temu posvetiti. Ključna ugotovitev pa je, da z cenzuro, sploh kakor se je dogajala na Facebooku, ko je peščica ideološko omejenih ljudi odločala, kaj je res, kaj ni, kaj se mora brisati recimo iz omrežja, ta pristop enostavno ne deluje. Treba se bo osredotočiti na to, da se bo opolnomočilo javnost, da bo sposobna ločevati, da bo sposobna pogledati si mogoče drugo mnenje. Če smo uvedli na področju zdravstva pravico do drugega mnenja, bi bilo pomembno naučiti ljudi, da poiščejo tudi pri pridobivanju informacij mogoče različne vire. V vsakem primeru torej odpira se prostor svobode, ki prinaša določena tveganja, ampak tudi zahteva drugačne pristope k zmanjševanju takega tveganja. Seveda, druge poti kot svoboda govora ni, enostavno ni. To je treba Asti Vrečko povedati. Če ne konec te civilizacije, ki jo živimo zadnjih nekaj stoletij. Ampak še to ne. Asta Vrečko zdaj uvaja cenzuro, Mark Zuckerberg jo ukinja. Ne? Mislim, ona gre popolnoma v drugo smer. Da ne govorim o tem, da sploh ne razume umetne inteligence. No, odgovor je tukaj, bom rekel, politični odgovor se mi zdi tukaj popolnoma jasen. V preteklih, ali pa da rečemo v desetletjih, drugi polovici prejšnjega stoletja je bila levica tista, ki je zagovarjala svobodo in tako naprej. Danes delitev levo-desno ne pove več kaj dosti, govorila sva že enkrat v preteklosti o tem, danes je ključna delitev političnih sil na globaliste in suvereniste, torej na tiste, ki želijo razbiti vse, kar nas povezuje, razbiti na posameznike, ki jih je potem seveda lažje, bom rekel, uporabiti kot potrošnike, lažje tudi z njimi manipulirati, ali pa na drugi strani obramba določenih vzorcev identitete, ki sicer padajo potem v verske
in nacionalne lahko fundamentalizme. To je zdaj tisti ključen boj na svetovni ravni. Trumpova zmaga je zmaga suverenistov in poraz globalistov. In prvi učinek poraza globalistov je ravno osvoboditev Facebooka, ker globalisti so tisti, ki so kontrolirali temeljni narativ Facebooka. To je bil pa LGTB, multikulti in tako naprej. Kar pomeni, da je to zdaj prvo domino, ki je padlo na podlagi Trumpove zmage, in tu bomo videli, kako se bo ta spopad med globalisti in suverenisti nadaljeval v prihodnje. No, to bomo videli, ampak že zdaj daje vse to dogajanje slutiti, da je Asta Vrečko preteklost, nekaj srednjeveškega. No, pa poglejmo zdaj našo vlado. Ne? Vlada je zdaj že brez 8 ministrov, tule je še Šarec na sliki, zato ker on je odšel v Evropski parlament. Mislim, kakšna ima sploh zdaj kapaciteto ta vlada, o čem zdaj sploh še odločajo? Se tudi konec koncev te reforme, ki jih niso, se spreminjajo, zamenjujejo ideje. S čim imamo tu upravka? Z amatersko politiko. Ne. To se zgodi seveda v primeru, ko dobimo nove obraze čez noč, ki enostavno niso pripravljeni, ne osebnostno, ne programsko, ne kadrovsko. Ne. To je ekipa, ki se zadnji moment spravi, kot da bi rekli, kdo gre zraven na piknik. Ne. In potem se seveda dogajajo take zadeve, da se sproti ugotavlja popolno nesposobnost posameznih ministric in ministrov. In vsaka taka menjava seveda zaustavi določene procese. Zdaj, v normalni državi bi aparat, bi projekti, zakonodajni in egzekutivni tekli naprej. Ne? Mi smo videli pri nas, recimo, kaj se je zgodilo. Že ko je nastopila ta vlada, se je najprej ustavilo vse projekte v teku, zaradi česar je zdaj Slovenija spet najslabša v črpanju evropskih sredstev. Zato, ker so vse ostavili, ugasnili, za pol leta brskali, gledali in na koncu ugotovili, da so zamudili tisti bistveni moment za izvajanje projektov, s katerimi bi lahko počrpali recimo evropska sredstva. In podobno se dogaja tudi pri drugih vprašanjih, ki jih posamezna ministrstva nekako rešujejo. Tako da se nekam zaletijo, potem se pa stvar dejansko enostavno ugasne. In tudi javni uslužbenci so se naučili, da ko pride taka ekipa na oblast, znajo enostavno počakati in počivati in izvajati, kot je zdaj moderno, nevidno delo. Ne? Ja. Čakajo na neke druge momente. In so plačani za nevidno delo. No in seveda, prej sva omenila to silvestrsko bombo letos, ampak tudi lani smo imeli silvestrsko bombo, ki pa ni ostala nevidno delo, žal, ne. To je Litijska 51. Ne. Povejte mi, kaj je bila za vas največja afera lanskega leta? Imam nek drug vpogled tudi v to zadevo in mislim, da je glavni problem trenutno aktualno, ki se dogaja s tem, da je ministrica za pravosodje obkrožena z ljudmi, ki imajo preteklost v tej stavbi, in sicer preteklost, preden jo je kupil Sebastian Vežnavar, in da je to eden od razlogov, da se iz tega sploh dela tak problem iz te nepremičnine. In bistven problem, ki je tukaj, je napad na revizorko znotraj ministrstva, ki je opravila svoje delo. In to delo je opravila očitno korektno, ne pa politično, kot minister Boštjančič pravi. Zdaj, zakaj očitno? Zato, ker je povsem enake ugotovitve objavilo tudi Računsko sodišče. In zdaj, ne verjamem, da ta vlada dejansko lahko argumentira, da je Računsko sodišče spolitizirano in da nasprotuje tej vladi. Mi se lahko pogovarjamo o nivoju, o posameznih korakih, posameznih revizij in tako dalje, ne? Ampak to so strokovna vprašanja. Osnovno pa je, da Računsko sodišče pod tem vodstvom dosti korektno opravlja svoje delo. In prišlo je do enakih ugotovitev. Temeljna napaka v celotnem postopku je bila čez noč odločitev, ki je v nasprotju z zakonom o javnih financah, da se sredstva iz rezerve skurijo
direktno povedano, zaradi tega, ker prihaja konec leta in da se porabijo za nekaj, o čemer je ministrstvo 2 leti, ne pol leta, nekaj mesecev, 2 leti je potekalo iskanje objekta in ta objekt, torej država se je za nakup tega objekta odločala že leto pred tem, ko je ta projekt vodilo Ministrstvo za javno upravo. Pa so pol ugotovili, da ni toliko sredstev v proračunu, pa je potem naslednje leto vajo ponovilo samo Ministrstvo za pravosodje. Ne? Torej, to, kar se tukaj kaže zdaj, je eno čisto dnevno politični boj za obrambo ministra Boštjančiča, ki je kršil zakon, kot je ugotovilo Računsko sodišče. Druga zadeva pa je ugotovitev popolne sistemske napake. Jaz mislim, da je nesmiselno, da ministrstvo kupuje nepremičnino, ker proceduralno ni sposobno tega narediti. Dejansko obstaja tista proračunska logika, da je treba do konca leta denar porabiti, v tem primeru ga ministrstvo niti imelo svojega, ne? Ampak v vsakem primeru imamo državno družbo za upravljanje nepremičnin, imamo DSU, torej imamo podjetje, ki se v imenu države ukvarja z nakupi, gradnjami in upravljanjem nepremičnin. Imamo eno samo ministrstvo, ki ima službo sposobno za te zadeve in to je Ministrstvo za javno upravo. In kljub temu se po vsakih ministrskih očitno delajo neki čisto osebni vrtički in se ukvarjajo z zadevami, o katerih, oprostite, pač nimajo blage veze. Jaz razumem, da ljudje na enem ministrstvu, kot je pravosodje ali kakem drugem, enostavno niso sposobni kupiti nepremičnine v skladu z interesi, dajmo reči, nekega državnega organa. In zaradi tega bi morali dejansko celotno to aktivnost prepustiti organom, ki se s tem znajo ukvarjati. In še enkrat, država ima podjetje, ki ima znanje in prakso na tem področju. No, se je bilo še več teh afer, recimo tudi JEK2 zdaj ne delamo, pa pustimo, to bo mogoče v kakšni drugi oddaji še bolj obdelala, ne? Ampak v osnovi je dejstvo, da imamo, tako kot pravite, v vladi trop nekih nesposobnežev, ki potem, ker niso sposobni izpeljati praktično ničesar, nobene reforme, ničesar, kar so obljubljali, da v bistvu je edini interes, kako se da še kaj čim prej porabiti za moj vrtiček, za lastne interese. Ne. Recimo, eden takih davkov, zdaj se seveda pri največji zaposlenosti najbolj zadolžujemo, tega tudi nikoli ni bilo, ne, in povečujemo ta javni dolg, ki ga bo treba pokriti recimo z nepremičninskim davkom. Ne. Zdaj, ta nepremičninski davek spet ustvarjajo neki nesposobneži. Kaj bo rezultat tega? No, predvsem to, kar trenutno lahko slišimo strani državnega vrha, je nekaj populističnih floskul. Ne. Vse države imajo nepremičninski davek in dejansko ga ima tudi Slovenija. Slovenija ima nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je nepremičninski davek. In premoženjski davek. Ki pa je v tem trenutku, ne moremo reči, da je neustaven, ker Ustavno sodišče še o tem ni odločilo, ampak dejansko je že 10 let razprava o tem, da je NUSZ treba spraviti v ustavni okvir, da je treba sprejeti zakon, ki bo uredil to področje. Poleg tega, ves čas je bilo govora, da bo nov nepremičninski davek v kakršnikoli obliki, tudi tisti prvi, ko je bil sprejet, pa je padel na Ustavnem sodišču, da bo to ravno nadomestilo NUSZ-ja in da bo to vir lokalnih skupnosti. To pomeni, da to ne bo sredstvo za polnjenje državnega proračuna, za polnjenje teh lukenj, ki ta vlada recimo počne. Zdaj pa aktualna razprava o tem, da se bo pa obdavčilo drugo stanovanje, ne pa prvo, ljudje bodo v prvem lahko živeli, je pa dejansko popolna populistična floskula. Kjerkoli je premoženje obdavčeno, je seveda obdavčeno po enakem principu, zato pa je nižja davčna stopnja, ki omogoča pridobiti dovolj sredstev. Če že je potem lahko drugo, tretje stanovanje po neki višji stopnji recimo obdavčeno, ampak spet v normalnih, sorazmernih nekako obsegih. To, kar vlada napoveduje, trenutno ni mogoče izvesti.
v Sloveniji in tudi, če bi se v zakonu izvedlo, ne bo tega izplena, ker enostavno pač ljudje ne bodo imeli več stanovanj ali pa eno podjetje, ki ne gre samo za osebe, ne bo imelo več stanovanj seveda na enem kupu, ampak se bo za vsako nepremičnino recimo ustanovilo ločeno podjetje. Tako da se bodo ljudje že znali davčno optimizirati glede tega. Skratka, ta vlada ne razume in tudi izračune, ki jih delajo, so popolnoma nesmiselni, ker mislijo, da so davki samo matematika. Davki so predvsem psihologija. In temeljni razlog, da se tak davek ne bo dalo, oziroma tako rešitev ne bo dalo spraviti na ustavni način skozi, je ta, da ima geodetska uprava izjemno dobre mehanizme zbiranja podatkov in da je včasih neupravičeno kritizirana geodetska uprava, ampak problem je, da če so podatki gnili na izvoru, je seveda pol to problem pri integraciji podatkov. In ena od velikih težav je, da v slovenskem katastru ni enostavno ugotoviti, ali ima ena oseba koliko nepremičnin ima, zaradi tega, ker so za določene zadeve ima lahko ena institucija različne kode v tem katastru. Recimo, občina Ljubljana, nekje je zabeležena kot mestna občina Ljubljana, skupnost občine, so še kakšni stari podatki in te zadeve se osvežujejo samo na zahtevo lastnikov, ne počne se to, kar bi se mogoče moralo, da bi sama institucija uskladila recimo določene podatke, tako da imamo popolnoma torej neurejene podatke na izvoru in nič ne pomaga, da je geodetska uprava vzpostavila sistem integracije vseh podatkov, dokler druge institucije ne bodo opravile svoje naloge. In to je pa spet dajmo reči v rokah Ministrstva za pravosodje, ker je to institucija v njihovem okviru, ki bi morali poskrbeti za torej osnovo, da bo sploh mogoče izpeljati sistem, ki ga populistično ta vlada. Samo to ne bi šlo tako na hitro čez noč. Mogoče prihodnje leto oziroma leto zdaj za Silvestra dobimo spet neko bombo, ampak recimo prvič ta nepremičninski davek, če bo, sej najbrž ne bo, ker se obetajo volitve, mogoče je to samo taka pasja bombica, je nepravičen, ne obdavčuje vsega premoženja, bogataši bodo prijavljeni v teh svojih vilah, vikende imajo na Hrvaškem, v Sloveniji ne bodo plačali nič, najemnine za najemnike in podnajemnike bodo šli absolutno gor, ker se bo zdaj to vse prevalilo na te ljudi, ampak tisto, kar je bistveno, prav obljuba Levice, 30,000 novih stanovanj, ne vem, kakšna je bila številka, od tega ni nič, nič, popolnoma nič. Gradite stanovanja, pa bodo stanovanja. O čem se sploh spet pogovarjamo? Se problem so te populistična sporočila, potem pa seveda trčijo v realnost. Prva zadeva, potem se pa začnejo izgovori iskati, imamo preveč komplicirane sisteme in tako naprej, kar ni res. V Sloveniji smo se odločili, da je prostor vrednota, ki jo ščitimo. Zato imamo mehanizme, ki nadzirajo poseganje v prostor. Je seveda cel kup, bom rekel, komplikacij, napak in tako dalje, ampak bistvena zadeva je spet potem človeški faktor. Enostavno ni dovolj ljudi, da bi po obstoječem sistemu pospeševali umeščanje v prostor na takšen način, da bi bilo naravno okolje zaščiteno. Gradbeno dovoljenje človek ga ne dobi, zdaj bo plačal davek na neko parcelo, ki ni zazidana. Dajte nam gradbeno dovoljenje, pa bo, ne? Stvar je v tem, da ni dejansko, bom rekel, dovolj ljudi, da bi na varen način omogočili poseganje v prostor. Kaj se pa pol dogaja? To je pa idealno za razraščanje korupcije, zato ker pol pa se ta peščica ljudi skoncentrira na pospeševanje samo določenih projektov, druge zadeve pa enostavno ležijo recimo v predalu. In ta obljuba o teh stanovanjih, to je seveda bila navadna populistična floskula, zaradi tega, ker ti ljudje blage veze sploh v sistemu niso imeli in sploh ne vejo, kaj pomeni zgraditi 100 stanovanj, kaj šele tisoče ali pa 10,000. To se pravi, lejte, zdaj bližajo se volitve, zelo težko bo zdaj predstaviti nek konkreten program, na katerega bodo spet volivci prijeli, ker to, če bo nekdo zdaj rekel 30,000 stanovanj, se bomo vsi samo smejali. Ali pa 30 dni do specialista. Ja, je pa 30 dni do telefonista,
zdravstvenem domu. No, ampak recimo, zakaj? Ali je razlog, zakaj mi ne pogledamo, kaj ima Avstrija, pa prepišemo, če nimamo ljudi? Ali je razlog za to res samo v tem, da ni ljudi, ali je razlog v tem korupcija? Na koncu je seveda kompleks vseh zadev. Ne? Ampak jaz mislim tako, imamo torej še enkrat prostor kot vrednoto in slovenski način življenja je življenje z naravnim okoljem. Imamo sisteme, kjer je cel kup nesmislov, ki se pol postopoma poskušajo nekako odpraviti. Imamo celo zelo dobro digitalizacijo prostorskih podatkov, zatakne se pri številu ljudi in vse to potem omogoča in korupcijo in populistične floskule in seveda nesposobnost za dejansko izvajanje določenih projektov. Mislim, da je temeljna ovira v tem, da nimamo dolgoročnosti nekega političnega delovanja. Da pridejo vedno neki znovi, ki se ne znajo potem, torej sploh ne poznajo posameznih področji, ne poznajo zgodovine na posameznih področjih in se potem hektično lotevajo recimo nekih sprememb. In pol vsaka sprememba pozabi, da obstaja vrsta raznih predpisov in se v enem zakonu nekaj spremeni in se čisto pozabi, da 35 predpisov drugih je pa potem v nasprotju s tem. In ravno na področju umeščanja v prostor imamo, cel kup zakonskih določil, ki se med sabo tepejo. Recimo že sam zakon o vodah, ki je tudi se skušal uskladiti v nekem momentu, pa je potem zadeva bila na referendumu z populističnim zavajanjem seveda v paketu zavržena. Torej je eden od tistih zakonov, kjer so notranja neskladja. In ta neskladja potem omogočajo konkretnim birokratom v določenih organih, da se odločijo tako ali drugače glede na ali pritisk ali spodbudo takšne ali drugačne oblike. Torej, ker vem, da ste ljubitelj psov, kaj vi mislite o davku na pse? Torej, tako kot je zamišljeno, se mi zdi, da namesto, da bi dobili nagrado, dobimo kazen. Ja, torej, tako, tisti, ki skrbimo, ki imamo pse, bomo zdaj plačevali za pokrivanje stroškov zaradi tistih, ki jih zapustijo, recimo, ne? Kot je nekako zamišljeno. Zdaj, mi, ki imamo pse, bomo plačevali za zavetišče. Jaz bi razumel, če bi obstajala recimo neka urbana taksa za lastnike psov, da bi plačevali zaradi tega, ker imamo potem urejeno vrečke za pobiranje dreka in podobno. Skratka, da bi plačevali zaradi tega, ker uporabnik plača neko javno storitev. Da bi vi imeli nekaj od tega, ki imate pse. Ja. In zaradi tega, ker recimo občine urejajo potem posebna igrišča za pse ali pa plaže za pse pri nas v Istri in tako naprej. Ne? Ta diskurs, da se bo pa zdaj tukaj pobralo denar zaradi tega, in jaz sumim, da bodo potem kakšne nevladne organizacije pa dobivale denar zaradi tega, da bodo hodile kontrolirati recimo, ne vem, pasje zavetišča ali kaj podobnega, ne? To je pa spet v duhu vlade Roberta Goloba in njegove partnerice, ki dejansko imajo nek čuden pogled na ta vprašanja. No, seveda v tem duhu je zdaj spet ves čas prisotna ta konflikt z zdravniki, zdravstvena reforma. Zdaj, kaj bo zdaj s tem? A veste, človek dejansko ima občutek, da te ljudje nimajo kompasa, ne vedo sploh, kaj počnejo. Ko se zlotijo nekega projekta, ne vedo, kaj bo njihov cilj oziroma kaj želijo doseči, ker zdaj na nek način pa iščejo način, kako bi pa vendarle, to, kar ves čas ljudje že govorijo in zdravniki, tudi zdravniki iz javnega sektorja delali pri zasebnikih. Ne? Kako bodo zdaj naredili ta obrat v to zgodbo? Mislim, nič novega ne bi bilo, če bo predsednik vlade čez noč začel govoriti drugače o nekem področju. Smo videli, da to počne tudi pri kaki drugi temi, ne? In bo enostavno pozabil na vse, kar je do zdaj izrekel in spremenil diskurs. Ne? Mislim, da je najbolj problematična pri zdravstveni reformi ravno njegova vloga. To njegovo sovražno obnašanje do ključnih deležnikov, torej do zdravnikov,
to, da se je celo pohvalil, da je uničil Fides, je katastrofa v diskurzu in v pristopu k reševanju te problematike. Brez vključevanja vseh deležnikov je nemogoče rešiti enega takega sistema. Jaz se strinjam z določenimi izjavami akterjev, ki pravijo, da je znotraj vsakega segmenta so problematični posamezniki, problematični interesi. Tudi znotraj zdravnikov so seveda tisti, ki ščitijo nek svoj posel, ki zlorabljajo sistem. Ampak večinoma v celotnem slovenskem zdravstvu gor držijo dejansko srca ljudi, ki delajo v tem sistemu in prevladujejo dobri ljudje. Največja rezerva za ureditev zdravstva je v kontroli javnih naročil, v kontroli nabave. Ugotavljamo že desetletja, da tam odtekajo milijarde, ne v plačah. Ja, pa to se pa niso spustili. Ne samo, da se niso spustili, celo ukrepe, ki jih je Janševa vlada v to smer pripravila, sprejela, so šli ukiniti. To je bil ena prvih potezi bila, da so ukinili tiste ukrepe, ki so bili v prejšnjem mandatu usmerjeni v reševanje nabave in v pridobivanje rezerve iz tega naslova. In vidimo seveda spet, da se ponavljajo afere, akterji, eni in isti, ki so bili tudi v preteklih levih vladah približno zraven. In kaj se pa pol naredi? Pol se pa kaže s prstom na drugo stran, na gospoda Janšo, ki je bil recimo na eni jahti slikan z nekom, ne? In se enostavno pozabi, da bi se pogledalo, v katerih mandatih, kateri akteri, skozi katera javna naročila so nafutrali določene interesne lobije na tem področju. Ja, in ljudje nasedajo. Ne? Ampak poglejte, spet ta obrat se je zgodil spet pri zakonu o evtanaziji, ki zdaj ni več evtanazija. Ne? To je zdaj samo še pomoč pri končanju življenja. Ne? Tudi tukaj so očitno sprevideli, da dejansko javnost ni na njihovi strani, bližajo se volitve. Ne? Zakaj gre tu? Zakaj se sploh lotevajo tega zakona? No, jaz mislim, da je tako najprej, to je tema, ki je seveda ideološko zelo etično, bom rekel, zelo pereča in deli javnost. To so teme, ki se jih lažje rešuje v obdobju, ki niso tako čustveno polarizirana, politično polarizirana, kot je današnje. Me pa veseli vsaj ta korak nazaj, da so torej tudi nosilci tega zakona ugotovili, da so določeni koraki, ki so jih predvideli, nesprejemljivi za skupnost v celoti in tudi za zdravnike, ki so jim želeli naložiti neko nalogo, in zaradi tega mislim, da je to, bom rekel, eden od primerov, kjer se je pokazalo, da je prvi, dajmo reči, spopad ob prvem predlogu prispeval k nekemu koraku nazaj in k neki postopni mogoče ureditvi tega področja. Zakaj se s tem ukvarjajo? Verjetno zaradi tega, ker so te posamezniki, ki vodijo ta projekt že skozi leta, le uspeli najti ustrezne sogovornike v parlamentu. Jaz mislim, ta zakon ne jemlje čas vladi, ki ima drugo nevidno delo, ne, ampak da gre tle dejansko za delovanje posameznih akterjev, ki se s tem ukvarjajo že dolgo. Kot sem rekel, mislim, da bi bilo bolje, da bi se take zadeve urejale v obdobjih političnega miru, iskanja političnega sodelovanja, ker se je že v preteklosti izkazalo, da so potem rešitve lahko tudi res dosti bolj racionalne in usklajene na kakem drugem področju. Recimo en primer, istospolna partnerstva. Jaz se spomnim v 90-ih letih, Mladi forum socialnih demokratov se precej ukvarjal s to temo. To je bila leva vlada, liberalni demokrati, Združena lista socialnih demokratov in tako naprej. In enega samega poslanca se ni takrat našlo, ki bi en sam stavek povedal o tej temi. In potem pride prva Janševa vlada.
In tista vlada je sprejela prvi zakon o istospolnih partnerstvih, o registraciji istospolnih partnerstv. Torej o temi, ki ni, bom rekel, ideološko blizu, ampak je uredila neko področje. Sicer se je to potem nadgrajevalo in tako naprej. Skratka ne, ampak je bila poteza, ki je neko ideološko sporno vprašanje, ker prihaja do moralnega boja v skupnosti in v političnem prostoru, uredila tista vlada na takšen način, da je potem bilo za nekaj časa recimo urejeno. In jaz mislim, da bi tudi pri takih vprašanjih bilo lažje, če bi celo tista druga stran, ki ni vrednostno mogoče tako angažirana, kot so nekateri nosilci tega projekta, bili te zadeve uredili. Ker se je izkazalo v takih primerih, da so potem konkretne rešitve res uravnotežene in precej bolj racionalne. No, ampak seveda naš energetski genij v obliki predsednika vlade je pa zdrsnil tudi na področju, ki je njegovo področje, to so pa zdaj omrežnine, ki so ga presenetile. In zdaj seveda po vseh teh peripetijah, ker pač so kaznovani tisti, ki so sledili tej zeleni agendi in namestili elektrarne na streho, sončne elektrarne zdaj so kaznovani, no in zdaj že recimo gospod Mervar in mnogi drugi strokovnjaki predlagajo neke drugačne rešitve. Pa poglejmo. Predlagamo 3 časovne bloke v delovnikih, predlagamo 2 časovna bloka v dela prostih dnevih. V prehodnem obdobju 2 do 3 let ne predlagamo više pa nižje sezone, zaradi tega, ker ne razpolagamo množično z napravami, katere bi bile kot osnova za, bom rekel, da bi se naprimer gospodarstvo prilagajalo. Predlagamo, da se za vsak časovni blok predlagamo, da se plačuje omrežnina za moč po dejanski moči, vendar z dost, bom rekel, večjim naborom poprečnih konic, se pravi za vsak časovni blok od 5 do 10 meritev in potem poprečje iz tega in to je plačilo za tekoč mesec. Pa dobro, z vsem spoštovanjem do gospoda, ampak delujejo kot popolni diletanti. Več kot eno leto gospodarstvo predlaga vse to in oni gledajo stran, pa kaj je to? Zdaj, ko pa imamo že te položnice, za katere so vsi govorili, da ne bodo take, da bodo ne vem kakšne, zdaj pa predlagajo. Tle se prepleta nekaj zadev. En vidik je ta čisto interesni, tle gre za milijarde. In energetika je tisto področje v Sloveniji, kjer se na najbolj netransparenten način te milijarde delijo. V končni fazi predsednik vlade je obogatel, postal milijonar ravno zaradi tega nekega energetskega močvirja, znotraj katerega je uspel mešetariti s preprodajo nekako elektrike. In to je ta interesni vidik, kjer se išče sedaj milijarde za investicije v bodočo infrastrukturo. In realno gledano, seveda bodo potrebna sredstva za te stvari. Potem imamo pa ta drugi, pa politični vidik. In tukaj je pa eno drugo načelo moderne demokracije, ki je popolnoma na psu. Temeljno načelo parlamentarizma, ne samo modernega, ampak že od srednjega veka naprej, je odprt in racionalen dialog. To pomeni iskanje najboljše skupne rešitve z dejansko odprtostjo za argumente. Vlada elektrogenijev je imela priložnost, da bi to opravila. Zato, ker je opozicija odprla to razpravo pravočasno, pa je takrat dejansko Svoboda lagala slovenski javnosti. In bom rekel lagala, zato ker je nemogoče, da so res taki diletanti, ker ravno strokovnjaki z tega področja tvorijo trenutno oblast in so lagali, da ne bo nekih posledic. Da opozicija zavaja, da je opozicija populistična, da si opozicija zmišljuje in razburja ljudi. Dejansko je opozicija pravočasno opozorila na to, kaj se bo zgodilo, pripravila določene predloge in odprla dialog v parlamentu, ki je bil zavrnjen, kot sem rekel. Zdaj jaz ne vem, kdo ima strokovno tukaj prav. Jaz se strinjam s principom uporabnik plača. Ampak ključna zadeva je,
prehodna obdobja, pametno usklajevanje takšnih prehodov, kot je tukaj Se ni potrebno. uporabnik plača. Lejte, so vikendi, ki imajo ugasnjeno elektriko, pa imajo 5-krat dražjo omrežnino, čeprav ni nobena elektrika To so pa stekla posamezne recimo anomalije po omrežju, nekega sistema, ravno to. Zdaj pa če pogledamo, obstajale so priložnosti za racionalen dialog. Najprej agencija in je sama opozorila direktorica, je bila v dialogu z vlado, je predstavljala vladi, večkrat predstavljala vladi te zadeve. In vlada se ne more izgovarjati, da je to agencija delala za njenim hrbtom. Torej je obstajalo informiranje. Opozicija je odprla razpravo v parlamentu. Svoboda je lagala. In sedaj se je pa naenkrat obrnila zadeva, ko so ugotovili, da so težave. Zdaj pa naenkrat prodajajo zgodbo, da jih je agencija zavajala. Ja, no, saj imamo sliko agencije, zdaj sta 2 že odstopila iz To je pa nadzornega sploh največji problem te celotne zgodbe. Zdaj pa direktorica, bom rekla, poroča, da ne bom rekla špecano, poroča v Evropsko unijo. Upravičeno. Ja, in kaj zdaj? Ne? Zdaj se vlada vtika. Ta vidik je pa naslednji. Ta vidik pa kaže spet zlom principov moderne demokracije. Princip moderne demokracije je, kot smo rekli prej, ravnovesje zaradi tega, da se prepreči pošast absolutne oblasti. Zato obstajajo neodvisne agencije, ki so posebej regulirane v evropskem pravnem redu. Če se spomnimo, v prejšnjem mandatu je bila samo ideja, da se združi določene agencije zaradi tega, da bi se strokovne službe bolj učinkovito organizirale, da bi država prihranila, da nima 7 agencij, 7 raznih pravnih služb, ampak da bi se tam določene stvari organizirale. In se je to dojelo kot napad na avtonomne agencije, iz Bruslja so prihajali klici. Če bi kaj takega počela prejšnja vlada, bi bruseljski komisarji že hodili v Ljubljano. Ne? Tako pa slišimo, da Bruselj pozorno spremlja dogajanje. Ne? Lepo vas prosim. Skratka, tu je delovanje popolnoma iliberalno vlade Roberta Goloba, enako kot na področju medijev, s čimer sva začela današnjo razpravo, in tukaj se kažejo pa politični, bom rekel, ustavno-politični problemi aktualne oblasti. Ne glede na to, kakšna je vsebina, ne glede na to, da bi mogoče dejansko agencija morala razmisliti o nekem drugem prehodnem obdobju, o tem, ali ima, kot je tudi gospod Mervar izpostavil, ali ima res aktualne podatke, na podlagi katerih je postavila ta sistem, na kakšen način se bo te anomalije, ki jih omenjate, tudi potem reševalo. Ampak ne glede na to, imamo neodvisne agencije, ki delujejo strokovno z določenim namenom. To, kar pa vlada sedaj počne, da se najprej ne, vse je v redu, opozicija laže. Potem, mi bi zadevo rešili, ampak agencija je avtonomna. Zdaj pa poseg v avtonomijo agencije, zdaj bomo pa prevzeli in bomo takoj to rešili z prevzemom te agencije. Ne? Skratka, ena sekvenca napak vlade Roberta Goloba na področju, ker bi res moral biti doma, pa očitno ni. Ja, genij. Dobro, zdaj, če gremo na politično sliko, Gibanje Svoboda, tu je slišati, da so gospe že kar malce se oddaljile, oziroma ne vemo dobro, a so zadovoljne v Gibanju Svoboda ali ne, sodijo pa seveda tudi v eno večjih afer prejšnjega leta, to je praktično razpad nekega etičnega pogovarjanja v državnem zboru. Ne, tu so praktično vse te 3 gospe v bistvu svojim govorjenjem, nastopanjem obrnile državni zbor na glavo. Kaj se dogaja v Gibanju Svoboda? No, jaz mislim, da je to dejansko, tu so glavni akterji zloma slovenskega parlamentarizma, ravno zaradi tega, ker, kot sem rekel, bistvo parlamentarizma je odprt in racionalen dialog za iskanje soglasja, za iskanje skupnih odločitev. V srednjem veku so znali v recimo italijanskih mestnih državicah, kjer so imeli sistemi različnih skupščin, če je treba celo leto razpravljati o neki temi, da so poiskali soglasje. Tukaj gre enostavno za surovo matematično prevlado in za dominacijo in hkrati za neke čudne psihološke
psihološke situacije z določenimi akterji, ker se kaže res neka histerija, nesramnost in enostavno osebnostna nezrelost v tem delovanju. Ne? In jaz upam, da naslednji mandat ne bo še slabši, ker kaj lahko ugotovimo? Te osebe, ko pridejo na nek politični položaj, očitno je njihova edina slika, ki jo imajo v politiki najbolj ekstremni prepiri, ki se dogajajo na kaki razpravi. To so ljudje, ki nimajo nobenih političnih izkušenj, ki ne razumejo, da če so kdaj v preteklosti videli kakšne bolj, bom rekel, ostre izmenjave besed, je bil to en primer, potem pa 2 uri racionalne debate in iskanja soglasja. In je to njihova edina izkušnja z politiko, so najbolj ekstremni primeri, pa dajmo reči najnižji momenti politične kulture in to, kar se je pa v tem mandatu videlo, je pa, kot sem rekel, popoln zlom slovenskega parlamentarizma. Ali je potem naslovnica demokracije, ki smo ji bili priča, upravičena? Lahko je upravičena, lahko je to tudi svoboda govora, mislim pa, da je škodljiva za same akterje, za samo SDS, zaradi tega, ker pa daje izgovor drugi strani, da pa zdaj demokracijo in SDS prikaže kot primere nizke politične kulture. Zakaj? Ker v Sloveniji nimamo enakih vatlov. 100 naslovnic Mladine je bilo dosti bolj, bom rekel, brutalnih in negativnih, pa se nihče za to ni zmenil. En tak primer, ki je seveda primer, dajmo reči, umetniške svobode, ki je prikazal pravilno, da delovanje teh 3 oseb je fašistoidno, bo kljub vsemu lahko zlorabljen na drugi strani in uporabljen proti samemu SDS. Ne? Ampak mislim, da bi bilo bolje se vzdržati takih primerov, ne glede na vsebinsko upravičenost v sklopu, kot sem rekel, neke umetniške svobode, prikazati te osebe kot nosilce fašistoidnosti v slovenskem političnem prostoru. No, zdaj lahko smo brali ugibanja, ali predsednica države Nataša Pirc Musar ustanavlja novo stranko. Tu so neke kolegice, prijateljice. Kaj menite? Ona sama seveda ne bi bila predsednica te stranke. Ali je čas za kakšno novo stranko? V Sloveniji se ves čas razmišlja, pogovarja o novih strankah, kot sem rekel, od odhoda gospoda Drnovška je celoten levi prostor razbit in zaradi razvoja dogodkov se potem tudi na desni pojavljalo ideje in je tudi bilo že od doma do nekih drugih iniciativ so bili različni poskusi. Tako da mislim, da tle ni nič novega. Tudi v tem trenutku je vrsta iniciativ, vrsta razmišljanj, kdo bi lahko bil novi obraz in na kakšen način bi se recimo razbilo desni blok. Tako da kako se bo pa to razpletlo, bomo pa lahko samo skozi mesece nekako videli. Torej mislite, da gre za razbijanje desnega bloka ali recimo za pravzaprav odnos med Natašo Pirc Musar in Robertom Golobom in seveda... Ta segment, ta zagotovo sodi v to vrtičkarstvo na levem. Zdaj imamo novo sliko, ne? Robert Golob pa recimo koliko gre tu za v bistvu antagonizem med Golobom in Kučanom in da mogoče Nataša Pirc Musar predstavlja malce to Kučanovo strujo. Ne bi rekel, da je tam, čeprav po informacijah, seveda gospod Kučan nima ravno dobrega mnenja o delovanju gospoda Goloba, ampak je Seglih tukaj ključni akter in povezovalec, je najmočnejša oseba levega bloka, to je ljubljanski župan Janković. Dokler bo on zadovoljen z Robertom Golobom, tudi noben drugi od teh centrov moči ne bo deloval, vsaj direktno ne proti njemu. Je pa absolutno sovraštvo prav med predsednico, torej med kabinetom ali pa ekipo predsednice republike in predsednikom vlade in to je zdaj začelo že škoditi državi. Torej škoditi državi recimo v primeru
imenovanja gospe Možgan za ambasadorko, ne, ker je kabinet predsednika vlade po poročanju medijev blokiral tisto imenovanje zato, ker je bila pred časom zaposlena v kabinetu predsednice republike, se je sicer pol prezaposlila v zunanje ministrstvo, ker želi nadaljevati diplomatsko kariero in je to sedaj neka blokada zaradi dejansko klofutanja med obema kabinetoma, zaradi užaljenosti gospoda Goloba, zaradi vrste razlogov. Eno je gospe Bobnar, drugo so določene izjave predsednice republike, ki je malček okarala delovanje vlade in seveda še zadnje poteze, ko je blokirala predstavnico mogoče najmočnejšega lobija v tem trenutku v oblasti za imenovanje na položaj guvernerke Banke Slovenije. Skratka, prihaja do nekega boja v ozadju, ki niti ni več samo v ozadju, ker tudi predsednik vlade direktno v intervjujih napada predsednico republike. Skratka, prihaja do nekega dogajanja, ki je precej škodljivo za politične procese v državi. Ker Banka Slovenije pač zdaj nima guvernerja in to se bo nadaljevalo tudi z varuhom človekovih pravic. No, zdaj Logar in Kučan, tule se je precej govorilo, pa me zanima, kaj vi mislite, se dobivata, sta se dobila, je šel Anže Logar pričati tajno na komisijo gospe Tamare Vonta glede financiranja medijev pod okriljem SDS-a, kaj se tu dogaja? Tega pričanja so informacije, da je bil, torej vsaj strani poslancev samih tudi. Zdaj, ali sta se dobila z gospodom Kučanem, čisto mogoče in fajn je, da se ljudje seveda pogovarjajo. Ampak zdaj, gospod Kučan je ravno te dni se spet, dajmo reči, postavil na prizorišče z jasnim opozorilom, da ne bi kdorkoli razmišljal o veliki koaliciji, kjer je seveda najprej popolna blokada do razmišljanja kogarkoli, da bi sodeloval z Janšo, ampak njegovi akterji seveda tudi zmanjšujejo potencial Logarja, vsaj na levi, s tem, da ga še vedno postavljajo kot satelit, recimo, na tisto stran. Pa prisluhnimo tej izjavi, ki jo zdaj omenjate. Ali je v Sloveniji potrebno v razmerah, kakršne so, sodelovanje med ključnimi političnimi dejavniki? Na načelni ravni bi rekel da, je pa vprašanje, ali je možno v tako različnih pogledih na realnost, v kateri živimo in na prihodnost, kakršna se obeta, ne samo zaradi razmer v Sloveniji, ampak tudi v teh prelomnih trenutkih in procesih, ki se dogajajo v svetu. Mislim, da v tem trenutku pogojev za takšno sodelovanje ni. No, lejte, zadnji partijski predsednik Milan Kučan izpred več kot 30 let je na nek način javno spet uradoval, da tako rečem, in na nek način narekoval, kaj ja, kaj ne in tako naprej. Povejte mi, ali je Milan Kučan odmrznil partijsko knjižico? Tako, najprej, gospod Kučan ima precej manjšo realno moč, kot se včasih kaže. Njegova edina moč je, da se naredi močnega skozi take izjave. Da torej skuša prestrašiti določene politične akterje. To, kar je naredil na okrogli mizi gospoda Koprivca, državnega sekretarja Socialnih demokratov, točno to, je v bistvu vaja, ki jo je že pred leti izvedel. To ni nič novega. Leta 2006 je v organizaciji dveh poslancev Socialnih demokratov, Brede Pečan pa gospoda Kontiča v Velenju, na okrogli mizi kritiziral takratnega predsednika stranke Boruta Pahorja zaradi sodelovanja v partnerstvu za razvoj in dejansko poskušal disciplinirati stranko. Takrat je prišlo tudi do kar ostrega, dajmo reči, boja med nami, ki smo bili takrat mlajši del stranke in njim ravno zaradi vprašanja partnerstva za razvoj. In takrat je bilo okrog Boruta Pahorja v vodstvu stranke dovolj ljudi, ki so zavrnili kakršnokoli vlogo gospoda Kučana v pohodu, dajmo reči, do zmage 2008 in je takrat Borut Pahor lahko do neke točke peljal svojo politiko, pa se pa zlomilo, ko se je enkrat oblast recimo dobilo. Tako da gre za neko njegovo prakso skozi leta,
In bom rekel, najbolj zanimivo je, da to počne na vabilo seveda velikih akterjev same stranke, pri čemer je pomemben podatek, predsednik stranke ni bil na tem dogodku. In mislim, da ni ravno trenutno simpatij med gospodom Hanom in gospodom Kučanom. Gospod Han je izjemno pragmatičen in on pa mislim, da še nekateri akterji v stranki se zavedajo, da bi za stabilizacijo slovenskega političnega prostora bilo najbolje, če bi imeli eno močno levo stranko, ki bi šla v veliko koalicijo z SDS-om, kjer bi se dalo parirati in iskati, kot sem rekel, v odprtem racionalnem dialogu rešitve za celotno državo. Vendar ta peščica ljudi, ki na tak način razmišlja, tudi na podlagi izkušenj, je potem seveda onemogočena ravno zaradi tega, ker pa se da z populističnim delovanjem gospoda Kučana in drugih akterjev prestrašiti te ljudi, da bi znotraj stranke uspeli telo stranke prepričati v nekaj takega. Nekaj, kar je torej čisto normalno sodelovanje v vsaki demokraciji. Ampak povejte mi, s čim jih on straši? Ali ima kakšne udbovske papirje? Ali kaj? Tem, da ljudje mislijo, da ima veliko moč. Torej s tem, da ima seveda izjemen ugled. Nek čarovnik iz Oza. Bil je politik, ki je uspel priti v srca ljudi. Bil je politik, ki je uspel usklajevati recimo različne silnice v nekem političnem Ampak v redu, s čim vas straši danes? Na tej dediščini samo s tem ugledom pri nekaterih ljudeh znotraj stranke. Zdaj, ker eno je njegovo, dajmo reči, vpliv, ki ga lahko ima na javno mnenje ali pa na dejanske politične procese. Ne? Drugo pa je vpliv, ki ga pa lahko ima znotraj stranke, ki je bila vedno neke vrste napol anarhistična stranka. To je stranka, ki nikoli ni imela trde discipline, enotnosti in tudi zaradi tega, bom rekel, je to stranka 10%. Stranka, ki je skozi celotno tradicijo bila marginalna na robu in je enkrat samkrat ravno zaradi zavrnitve vloge, ki jo gospod Kučan recimo lahko pripisuje, uspela zmagati na volitvah in 2008 ni zmagala stranka, niso zmagali socialni demokrati. Zmagal je najprej predvsem blagovna znamka Boruta Pahorja z številnimi krogi, ki so se pridružili tistemu njegovemu nastopu in omogočili tisto zmago. No, ampak če gledamo druge politike, recimo Vladimir Prebilič, ali on tak, ki bi sodeloval s komerkoli in ne padel na te ideje in na ta populizem Kučana? Mene je zelo razočaral, ko je šel v politiko z, dajmo reči, ekstremnimi, spet antijanšističnimi sporočili. Zaradi tega, ker osebno bo znal povedati, da je recimo gospod Hojs najboljši minister, s katerim je kadarkoli sodeloval. Ko pa se je spustil v politični boj, je vzel pa, bom rekel, najlažja pot v levem bloku je antijanšizem. In to je bila pot, ki je sicer pot majhnih ambicij. Politik, ki bi bil res ambiciozen in ki bi želel recimo desetletje vladati Sloveniji, kot je vladal gospod Drnovšek, bi moral imeti pogum, da bi vnaprej napovedal možnost velike koalicije ali celo ambicije vlade nacionalne enotnosti. To so seveda vse, da reč, lahko floskule, ampak če ne drugega, vzpostavijo silnice v političnem prostoru. Če pogledamo v 90-ih letih, je v vsej Evropi bila ideja tretje poti kot ideja premagovanja razlik. In Tony Blair, in Schroeder, in številni drugi so torej vzpostavljali filozofijo sodelovanja. Danes imamo ravno nasprotno. Danes imamo filozofijo popolne politične vojne, popolne polarizacije. In kdorkoli se spusti v polarizacijo, ima nizke ambicije, ima ambicije nekega vrtičkarstva, tudi z neko matematično prevlado, kot jo ima danes recimo lahko Svoboda, ampak brez ambicij, da bi dejansko preobrazil in vodil celotno skupnost. Tako da politik, ki bi imel ambicije voditi Slovenijo, bi moral imeti pogum, da zavrne izjave gospoda Kučana in da izpostavi
da ne glede na vse razlike, mi moramo živeti skupaj in da je treba preseči politiko delitev in vzpostaviti politiko povezovanja. Gospod Logar ima tukaj prava sporočila. Vprašanje je, ali je on kapaciteta za izvajanje take politike in ali mu lahko v današnji dobi polarizacije recimo to uspe. Gospod Prebilič, kot sem rekel, me je razočaral zaradi tega pozicioniranja ozkega, je pa zagotovo izjemno sposoben politik, kar je pokazal v Kočevju, je izjemno uglajen retorik, profesor z širokim pogledom na dogajanje in razočaranje izhaja ravno v tem, da vem, kakšna kapaciteta je in da se je kljub temu odločil za tako ozko politično pozicioniranje. To se pravi, zdaj obeta se pač tole preverjanje koalicije na primeru Poklukar, pa seveda tudi Jušić, ne? Poklukarju se obeta interpelacija. Glejte, kaj se bo zdaj zgodilo? Bomo še naprej imeli nezakonitega šefa policije, nekega Poklukarja in nasplošno vlado, ki jih že 8 ministrov nima in ne ve, kam gre, spreminja stališča. Kaj se nam obeta do volitev? Jaz mislim, da bo najprej tukaj zaostrovanje situacije tudi znotraj koalicije, da bo gospod Golob skušal kazati zobe in pokazati, da je on vladar celotne zadeve in bo ustrajal. Na drugi strani imamo znotraj SD-ja v poslanski skupini nezadovoljstvo, nervozo, ker se zavedajo, da je vlada nesposobna in da se ta nesposobnost seveda kaže tudi na obetih te stranke v prihodnje, tako da bodo zagotovo notranje tenzije in potem se bo šele na koncu, če mene vprašate, izkazalo, ali bo gospod Golob discipliniral partnerje, zaradi tega, ker so oboji na kolenih in SD in Levica so v tem trenutku nesposobni, bom rekel, kazati zobe bolj, kot jih lahko kakšen poslanec ali pa kakšen, ponovadi uporabijo gospoda Nemca kot evroposlanca, da recimo kaj proti svobodi reče, zaradi tega, ker pol ni deležen povračilnih ukrepov recimo na sejah vlade. Ne? Ministri, seveda, ministri se tega ne bi recimo upali. Ali pa bo gospod Golob pač še nekoga vrgel čez rame ali pa sprejel nek kompromis. Jaz mislim, da ta minimum kompromisa je, da se ponovi razpis in da vsaj, dajmo reči, šefa organa, ki mora skrbeti za zakonitost, za spoštovanje zakonov v državi, dobimo brez sence dvoma o zakonitosti njegovega imenovanja. No, ampak omenjate SD, se tudi spoznate na to stranko, zdaj so prodali to svojo nesrečno vilo. Ali bo ta stranka bankrotirala? Mislim, da bo sicer rešena, stranke očitno težko bankrotirajo. To je taka, bo rekel, za tiste, jaz sem bil 20 let član te stranke in me veže zelo veliko spominov, me veže na to stavbo. Mimogrede, v 90-ih letih je takratni glavni tajnik stranke, gospod Kumer, že prodal to stavbo, ampak po sistemu sell and lease back. Torej, takrat so že na račun te stavbe sanirali izhodiščno luknjo, ki jo je stranka imela na začetku 90-ih let, pa so jo potem skozi leta odkupili nazaj. Mislim, očitno je, enostavno gre za stranko, ki ni sposobna upravljati z denarjem, ki ga ima, predvsem zaradi tega, ker ima pretirane ambicije. Kot sem rekel, to je stranka, ki ima kapacitete 10% in jih je celotno tranzicijo imela te kapacitete, ambicije pa so brezmejne in očitno zaradi tega je potem tudi trošenje brezmejno, ampak zdaj glavna ugotovitev tukaj je, to je stranka, ki ni sposobna upravljati z lastnimi financami, kako ji lahko zaupamo vodenje države. Ne? Jaz mislim sicer, da ne bo bankrotirala, da bo te zadeve sanirala, uspela jih je, rekel je, živeti z vsemi dolgovi in bo verjetno tudi naprej. No, tudi Kučanove besede potem takem nimajo take teže, če so sporočene tej stranki. Ampak zanima me, kaj bo zdaj z Borutom Pahorjem. On je zavrnil, da bi kandidiral za položaj od poslanca Evropske unije za dialog Beograd-Priština. Kako si lahko to razlagamo? Jaz mislim, da bo zavrnil ugotovil, da mu moment ni naklonjen. No, in mislim, da je bilo zelo korektno tisto, da je izpostavil določene argumente. Jaz mislim, da bo naprej živel kot predavatelj, govorec, sploh zdaj, ko je sklenil torej nekaj pogodb in da bo občasno, če bo hotel,
s svojimi izjavami lahko vplival na slovensko politiko, podobno kot recimo to poskuša recimo gospod Kučan. Ne. To, kar se zdaj kaže, da je enostavno premlad zaključil politično kariero. Ne. Premlad za v penzijo. On je želel že leta 2007 kandidirati za predsedniške in glavni argument takrat mu je bilo, že takrat se mu je govorilo, kaj boš pol čez 10 let delal, 2 mandata in konec. Ne. Ker ko imaš tako kariero, kot je on imel, predsednik parlamenta, predsednik vlade, predsednik republike, je enostavno konec. Ne obstaja, ni več. Zdaj, ne more se vrniti nazaj pa biti župan, kar recimo še ni bil. Ne. Jaz mislim sicer, da kar sem ga pred meseci enkrat srečo ga vidim, bom rekel, sproščenega, osebno, mislim, da nima nobenih težav in se bo pač sprijaznil z bom rekel, marginalno vlogo v političnem prostoru in mogoče čakal neko naslednjo priložnost na mednarodni ravni. Zagotovo ne verjamem, da bi se kakorkoli aktivno vključil v slovensko politiko. Ne. No, seveda, za konec poglejmo še Pavla Ruparja, tudi on je zbiral in zbira podpise za odstop vlade. Kaj je pa s to stranko, s to pozicijo Ruparja? Tudi on je zdaj nekako malo manj prisoten v medijih. No, mediji ga bojkotirajo že dlje časa, njegovo delovanje je lahko predvsem direktno, mrežno, aktivistično. Dogajajo se tudi poskusi notranje sabotaže znotraj stranke in delovanja in naslednji meseci mislim, da bodo tukaj odločilni, ali bo imel sploh možnosti, dajmo reči, močno nastopiti na naslednjih volitvah, ali bo to ostal nek projekt, ki bo bolj civilno-družbeno protestne narave. Ne. Jaz mislim, da bo treba predvsem v naslednjih mesecih to videti. Če mu bo uspelo do konca leta ohraniti zaupanje in aktivizem teh, 10.000 ljudi, ki so nekako v tem krogu, potem vidim zelo velike možnosti, da bi se uvrstil v parlament, zaradi tega, ker vidim tukaj ljudi, ki so tako goreče angažirani, da bo vsak od njih prepričal še 4 do 5 drugih. In če bodo na ta mrežni način uspeli držati skupaj, bodo lahko premagali tudi medijsko blokado. Ne. V primeru, da se bo pa to začelo nekako notranje razkrajati in predvsem, da ne bo zaupanja, ne, potem bi bil pa to dejansko celo projekt, ki bi lahko škodil desnemu bloku, ker bi zgolj, 10-20 tisoč glasov jih pobral. Ne. Tako da zato mislim, da bo ključ videti nekako do poletja, do konca leta, ali ta energija, ki se je kazala v preteklem letu, še ostaja in pol vam pravim, ne glede na ankete, ne glede na medije, teh 10.000 ljudi je sposobnih priti v parlament. No, so pa mediji na presenečenje mnogih zdaj ponovno odkrili pred novim letom gospod Štefko Kučan. Takole je bila na naslovnici Nedela in takole pravi Štefka Kučan: vse bo še dobro, če bomo drug drugemu ljudje. Ne? Seveda zdaj ta izjava, z vsem spoštovanjem do gospe Kučan, se zdi, kot da je ustala iz neke časovne kapsule. Gospod Kučan, po 33-34 letih je bilo velikokrat pač smo bili v razmerah, da bi bilo dobro, da bi bili drug drugemu ljudje, pa se gospa Kučan ni oglasila. Zakaj gre pri tej izjavi? A je mogoče Tina Gaber dobila konkurenco? Kako si razlagate? Mislim, da so to čisti slučaji. Ne? Okrog novega leta mediji iščejo kakšen obraz, ki bo pritegnil ljudi za to, da kupijo recimo prav papirnat časopis. Gospa Kučan je oseba, ki se zelo redko pojavlja in ravno zaradi tega lahko mogoče pritegne dejansko. Tako da mislim, da je to čisto komercialna ambicija Nedela, ker gre dejansko za publiko, ki kupuje časopis, je starejša publika, ki ima lepe spomine recimo na njeno občasno pojavljanje v medijih. Sporočila so pa taka, kot so običajno bila tudi dana recimo z njenih strani tudi v preteklosti. Skratka, mislim, da gre za čisto neke novoletne intervjuje, kjer tudi uredniki
iščejo bolj, kdo se že dolgo ni pojavil, kdo bi lahko pritegnil nekako pozornost. Ne. Mislim, da ni tukaj nekega strateškega delovanja, da bi zdaj kdo njo lansiral, ker tudi ne verjamem, da bi si ona tudi to mogoče želela ali pa bila. Mislim, najprej treba biti v formi potem tudi za neko delovanje. Mislim, da so to ljudje, ki vsake toliko radi nekaj povejo in potem, dajmo reči, so si olajšali s tem, da so neka sporočila dali in tudi malo se jih je pobožalo, ker so se pojavili na recimo nekem pomembnem medijskem prostoru. No, je pa res, da bi v Sloveniji bili zelo veseli, če bi imeli neko avtoriteto, ki bi občasno povedala te misli, ne? Da bomo drugemu ljudje... Mislim, da to velja za celoten, to je bilo toliko stvari v tem obdobju. Pomanjkanje moralnih avtoritet je ena največjih pomanjkljivosti današnjega zahodnega sveta. To ne gre samo za Slovenijo. Spomnim se še pred davnimi leti v Veliki Britaniji neke ulične akcije, kam so izginili vsi junaki. Ko je sicer britanska komunistična revolucionarna stranka, torej kot neka NGO, praktično lahko rečemo, na ulici ljudem razlagala, da je pomen moralnih avtoritet za skupnost izjemno pomemben. Ne. Tu vidimo dejansko ne samo, da nimamo moralnih avtoritet, težava je imeti že strokovne avtoritete na posameznih področjih, kjer ko se nekaj zgodi, se najde, da bom rekel, levi, desni ali pa pro et kontra in ni ene osebe, ki bi javnost lahko zaupala, da je nek arbiter na strokovni ravni. Kaj šele, da bi govorili o nekih moralnih avtoritetah. In to je pomanjkljivost in bi bilo dobro, če bi se na tem področju naredilo kak korak naprej. Ja. No, to pa je že želja za letošnje leto, ki smo ga komaj začeli. Gospod Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za vabilo. In hvala za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Nasvidenje.